Sprosti se, David, sprosti se. Samo v kamero gledaš in se pogovarjaš. Dihaj. Dober dan, sem David Koprivšek, tole pa je moj 5. video posnetek za ta kanal. In v tem posnetku bom govoril o tem, kaj sem se naučil o pripravi prispevkov za YouTube kanal. Sicer so bili samo 4 do zdaj, ampak verjemite, par stvari sem pa odnesel in sem si kar tele punkte pripravil, da se ne rabim besedila dudlat. In sicer prva in zelo pomembna stvar je ta, da vsaka priprava teh prispevkov, vsako snemanje in editiranje košta precej več časa, kot bi si človek sprva sploh lahko mislil. Ker vedno uletavajo noter nove ideje, neke nove rešitve in tako naprej. V glavnem stvar se v vsakem primeru zavleče in to je fajn ukalkulirati. Zdaj v bistvu govorim sebi, če imate pa vi podobne projekte ali pa kjerkoli drug projekt, pa najbrž isto drži, ne? Pač stvari terjajo svoj čas in ponovadi več, kot bi si mi mislili ali pa želeli. Skratka, čas je, kako že pravijo. Druga stvar, da je prvotna, super je, če imaš prvotno idejo nastavljeno, zasnovano, ampak ko se spraviš k delu, bo skoraj ziher prišlo do modifikacij. Se pravi, kot sem že prej rekel, nova ideja bo uletela, nek nov detajl, ki bo pač preusmeril tok snemanja, tok pripovedi in mogoče tudi celotne vsebine. In na to je treba biti pripravljen in tega se v bistvu ni treba niti bati preveč, ker je stvar v tem, da treba biti odprt, za ustvarjanje, za inspiracijo. Potem, tretja zadeva, da prostora in časa za, kako sem to napisal, za perfekcijo ni. Se pravi, lahko bi imel ne vem koliko dni, tednov, mesecev na razpolago, pa stvar še vedno ne bi bila perfektna, ne bi bila taka, kot bi si zamislil, tako da je treba iti mimo tega, da hočemo narediti stvar perfektno, sploh v štartu, tako kot jaz, ker nimam še zmeraj blage veze, kako se uporablja vsa ta mašinerija. Pač narediš do ene mere, da si kolikor toliko zadovoljen, objaviš oziroma zaključiš delo in greš naprej. Neseš lekcije in znanje v naslednjem mini projekt. Četrta stvar, sem napisal, da je finding your voice dolgotrajen proces. Zdaj, kako bi to v slovenščini bilo, da v bistvu traja, spet traja, da najdeš ti tisti svoj pravi jaz v pripovedovanju in razlagi in snemanju in vsem in v svojem izražanju. Tako da bo treba vsaj še 100 videoposnetkov narediti, da bo, ne vem, moj karakter prišel ven in tako naprej. Ampak okej, bomo počasi. Peta stvar, da na silo ne gre iti v sestavo vsebine in tako naprej. Moraš počakati, da dobiš en dober blink, neka stvar se ti mora poroditi, ki bi znala piti vodo in potem mora to malo dozoreti in potem se spraviš k delu. Zdaj pa, da bi nekaj na silo, pa mislim, da se tako na splošno v življenju se redko katera stvar odvije na pravi način, če se jo lotimo na silo. Lahko kakšno flašo odpreš na silo, to je pa že bolj ne to. Kjer je to šesta linaja. Da je tega softvera, teh programov, pa teh internetnih strani z fotkami in videoposnetki in načini oblikovanja, tega je malo morja in je treba narediti res orenk raziskavo, kaj ti rabiš, kakšne so tvoje želje, pa prilagoditi svoj nivo trenutnega znanja vsemu temu in pol najdeti nekaj primernega. Se obstaja
tavžente YouTube posnetkov na to temo, tako da, ne vem, jaz zdaj ustvarjam v iMovies zadeve. Imam pa namen sprobati še marsikaj drugega. Gremo naprej. Da moraš imeti svoj uržah, ampak to sem že razlagal, mislim, da celo v prvem videu tega YouTube kanala. Pa sprijazniti se moraš z učno krivuljo, ker sem se pa itak že, pač trajal bo, preden bojo tudi meni, ki šele vam teli videoposnetki všeč, Pa potem ta zadnja bi pa bila mogoče ta, da smo nenazadnje samo mi tisti, ki stisnemo pol tisti knof objavi, Noben drug ne bo namesto nas tega naredil in tako je tudi pri kjerikoli drugi stvari, Lotiti se je treba, iti v akcijo in na koncu pač pokazati, kva si naredil, in pač sprejeti kritike, iz njih tudi iz teh kritik nekaj narediti za naprej in to je to. Se pravi, dejansko vse, kar sem povedal, vse te alineje lahko apliciramo na katerikoli drug delovno področje v življenju, Glavna stvar je v tem, da vse zahteva čas, pa vse se začne s prvim korakom, Tako da pa ne sme nas biti strah. Evo, to je z moje strani vse za danes, se vidimo v naslednjem posnetku. Čau, čau.